Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v drugi tretjini januarja, ki ga obeležuje predvsem hud mraz, pa ne samo doma, temveč tudi drugod v evropskem prostoru. K mnogim nesrečam na cesti pa prispevajo tudi vozniki, ki se ne osredotočajo na promet, temveč počnejo tudi stvari, ki ne sodijo za volan v času vožnje. Gre namreč za telefoniranje in pisanje sporočil ter podobno, kar zmanjšuje voznikovo pozornost. Zato poteka med 16. in 29. januarjem policijska akcija, v kateri policisti poostreno preverjajo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Smo pa pretekli in ta teden zabeležili tudi nekaj drugih dogodkov, ki smo jih uvrstili v informativno oddajo tega tedna. Prijazno vabljeni k ogledu. Pretekli teden Delavska hranilnica v Slovenski Bistrici odprla nove prostore. Krajevna skupnost Zgornja Ložnica slavnostno obeležila svoj praznik. V Slovenski Bistrici na okrogli mizi spregovorili o spletnem nasilju in preventivi ter samozaščiti. V policijskem poročilu o prometnih prekrških, kaznivih dejanjih in nadzoru nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. V rubriki Lokalne novice sledi pisana paleta dogodkov, ki smo jih zabeležili na Bistriškem, s poudarkom na okrogli mizi o spletnem nasilju. V petek 13. januarja je Delavska hranilnica na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici v prostorih bivšega marketa svečano predala namenu nove poslovne prostore v izmeri več kot 300 kvadratnih metrov. Slavnostni trak sta prerezala predsednik uprave Delavske hranilnice Dušan Grlica in župan dr. Ivan Žagar. Otvoritve se je udeležil tudi bivši predsednik uprave hranilnice Jože Stegne, sicer tudi bistriški rojak. Na Zgornji Ložnici so v petek 13. januarja obeležili 43. krajevni praznik. Na osrednji slovesnosti v večnamenski dvorani podružnične osnovne šole so podelili tudi letošnji krajevni priznanji. Prejela sta ju dramska skupina Kut Lojze Aužner Zgornja Ložnica in aktiv Kmečkih žena Zgornja Ložnica. Slavnostni govornik je bil predsednik sveta krajevne skupnosti Zgornja Ložnica Ivan Kumaver, ki je v svojem nagovoru spregovoril o delih, ki so jih opravili v krajevni skupnosti v preteklem letu. V kulturnem programu so nastopili otroci vrtca, učenci podružnične osnovne šole Zgornja Ložnica in vse Kudove sekcije. Smo zmenjeni, ne? Ja. Od danes naprej naročate pacijente za oktober. Ja, oktober si zapomnite. Zmenjeno, redo, hvala lepa. Ja, nasvidenje. Se moraš povedati. Dobar dan, gospod doktor. Dobar dan. Evo, ovo sam poznao, pa zihar, pa evo pošta za vas, gospod doktor. Hvala. Pa samo to je od pošte? Samo to je zdaj za enkrat, gospod doktor, za vas. Ja, umno pa ni plastificirano snov tajništvo opusto. Tak imamo direktivo, caj doktor, tu na UKC, to. Kar tako naprej, gospod Leopold, legendarni. Kod je Leopold? Polda sem, ne? Polda sem poštar, kot poštar. Kako je legendarni? Kak je kot poštar, ko smijeznik je na tavžu, tu v Sloveniji. Ja, samo eni legendi so menjali rejon, a ne? Vajte, kaj ne bi jaz nesel v tem moje poklicni karijeri. Jaz imam eno tako, me ne sprašujete stvari, ki jih že vajte, ki so že povajte. To je bolj pametno, jaz sprašam, kaj tako, ko še vem. Poštar je pomemben poklic. Vajte, da je pomemben poklic. Poštar je pomemben poklic. Vsaki poklic je pomemben, gospod doktor. Vsaki poklic je pomemben. To je vem, zakaj vi mene zdaj to sprašujete, tu res nima ceta, pa tu na nekega novinarja špelate za 5 jurjev na majsu, s Playboy čitate, tam imate 3 lajte skoraj čakalna vrsta, zunaj. Vam nič ni narodno, gospod doktor. Ja, gospod Leopold, čakalne vrste so ple in bojo. Ene so krajše, ene daljše, ampak ta je tak in nam bo drugači. Pa da ne v te misli, da bojo vsi na vrsto prišli. Jeni žal na ujo. Tak je. Ja, samo
Pustimo zdaj čakalne vrste. Meni kaj druga zanimlja. Pa je, da Puštar, ko prinese domov kaj za podpisat, ne? Se pa je tudi on rad podpiše, če mu kera do. Zdaj se pa reči nič ne razumem, gospod doktor. Šta te, direktno mi tu reči, jaz ne znam, pa mislite, zdaj ste... No, jaz mislim, če si se kjeda tak del ceta zadržal pri eni hiši. A je, moja bija se opast. Ja, dobro, ne zamislimo tistem. Ti bom povedal, za ko te ta sprašuje. Zadnjič je prišel k meni en mož. Pride noter, gospod doktor, ko mislite, ko je, ko ne naredim? Je moja žena za psihiatrijo, psihiatri, ali ni? Vi ste psiholog tudi? Ne, jaz sem doktor, ko jih tako pošiljam te. Poslušaj, zdaj ti mene naprej. In prije sem rekel, pa za ko bi te ona mogla ići, je pa bila zanč pri meni, v redi, izgledana, oko, lepa, zdrava, vse, ne? Sem rekel, za ko bi jo pa te poslal te? Je rekel, vajte ko, gospod doktor, naša je dobila neko fobijo, ko jaz prijem domov na pol noga po koči skoče in je dobila neko fobijo, da je non-stop cotek rode, pa da nima kaj oblajč. Ja. Pol pa te mož enkrat le prije pravi domov, da vidite, kjer je te cotek rode, ne? Pa ne, da Puštara nad v mori. Ja, pa jo lepo mož proša, draga žena, ko da ila Puštar nad v mori? Žena pa hladno mu reče, cote mi ohče. Zato te sprašujem. Vede, kam gospod doktor, zdaj vas jaz zastopim, jaz vem zdaj, kam v kjer garem 50 tace moli, ne? Pa takle vam rekel, med nama, ne? Ja. Vse je zgodi, ne? Vse je zgodi. Samo to ni nobena sramota, pa neka žalost, da bi mogli skrivati mi Puštari, ne? Vse je zgodi, to gre vse v rok službi. In stranka je bila in bo kralj. In noben nikoli nima rad, da te pol tudi stranke imate ono čarno knjigo pritožb piše, pa da pol vsi čitajo, kak si, pa ono pa tudi ne. Glejte, jaz tu ne vidim nobenega problema, gospod Puštar, to za nas Puštare, to ni noben problem, pa nobena sramota. Pa ne, zakaj vi mene zdaj to sprašujete? To je vprašanje na vprašanje delujete. Zato te sprašujem, ker vedno več otrok v našem okoliš ima isto karno skupino. Isto? Ja, isto, ja, zato sprašujem. Doktor! Jaz sem vas, doktor, moj za bolj učen. Pa, gledajte tako, za tako imate, vajte, tudi kitajske inštrumente za analizo, dajte. In tudi inštrumenti, nam pari majsi še dajlajo v redi, pol je pa vse isti program, kot. Zato imate vi probleme za tudi isti karni skupini, vam rečem, ja. Je, da. Veš, kaj ti pa jaz pravim? Da imaš ti tudi kitajski inštrument pa nared na en program, ko samo štanca en program. Zato so ti pa majali okoliš. Mene pa, gospod doktor, tole je pa čista laž. Meni niso zaradi tega majali okoliša. Meni so, zdaj vam pa povedal, pa vam ni smisel. Meni so majali okoliš zato, ker je en dete niso, moja hlača je napuštil, moje šefice, zato so meni majali rajon. Ne zaradi kakšnih štancev, ja, to kaj veli. Nijam več ceta, zdaj pa... Leopold Ohčis je, da ti še na vokeri tudi gdje do programa majal. To bom bolj prečital. Ja, se že grem, ja, se že grem. Tudi v občini Slovenska Bistrica posvečajo precej pozornosti preventivnim in samozaščitnim ukrepom na področju preprečevanja nezakonitih posegov v zasebnost ljudi preko spletnih medijev. V ta namen so v ponedeljek, 16. januarja, v prostorih Dnevnega centra Metulj v Slovenski Bistrici izvedli okroglo mizo. Uvodoma je spregovoril predsednik Varnostnega sosveta občine Slovenska Bistrica in slovenjebistriški podžupan Stanislav Mlakar.
Problematiko in pojavne oblike spletnega nasilja je predstavil dr. Benjamin Lesjak, pravnik in strokovnjak z področja informatike. Lesjak je povedal, da se največkrat s to problematiko srečujejo šole. Veliko je namreč mladostniškega spletnega nasilja. Informacijska tehnologija mora biti odgovorna, zato za otroke, starše in učitelje organizirajo različna izobraževanja in delavnice. Pomočnik komandirja policijske postaje Slovenska Bistrica Zoran Ahmetovič je pojasnil, da kazniva dejanja spletnega nasilja težko odkrivajo. Po njegovem mnenju je najbolj pomembna preventiva, tehnična zaščita in zdrav razum. Simona Lilek, vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto na policijski upravi Maribor, je poudarila, da so pedofili prvi osvojili splet. Na njem je vedno več golih fotografij otrok. Razprave se je udeležil tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Sedaj pa vas vabimo k ogledu posnetka uvodnega dela okrogle mize o spletnem nasilju. Lep pozdrav, sem skupaj na današnji okrogli mizi na temo spletno nasilje. V okviru Varnostnega sosveta občine Slovenska Bistrica smo si zadali tudi eno izmed nalog, da poskušamo skozi leto opozoriti naše občane na vse tiste nevarnosti, ki nekako prežijo na njih, od samih osnovnih pojavnih oblik kriminalitete do nekaterih bolj zapletenih oblik, kot je pa tudi današnja, ki sicer je včasih merjena kazniva dejanja, včasih pa je zgolj opozori na neke neprijetnosti ali na varovanje osebnih podatkov, ki sicer tudi mejijo na same kršitve veljavne zakonodaje, veljavnih predpisov. Danes na naši okrogli mizi sodeluje, oziroma smo kot uvodničarja povabili dr. Benjamina Lesjaka, ki je nekako sodeluje v Centru za varnejšo rabo interneta SafeSI, tudi drugače predavatelj na večjih fakultetah z tega področja in mislim, da je prava oseba, da nam danes nekako te uvodne pojavne oblike z tega področja poda. Enako bom bil v nadaljevanju tudi poslušali še nekako zaznave, ki jih z tega področja beležijo policisti, policijska postaja Slovenska Bistrica, zato sta med nami tudi komandir magister Lube in pomočnik gospod Ahmetovič, pa tudi z nami tudi vodja oddelka za preprečevanje mladoletniške kriminalitete iz policijske uprave Maribor, gospa Simona Lilek, ki pa tudi ima ogromno izkušenj z tega področja, predvsem v tistih oblikah, tako kot samega izseljevanja, tako kot otroške pornografija na spletih in tako dalje, in v tej povezavi seveda še marsikaj. Danes je med nami tudi naš župan dr. Žagar, ki se bo prav gotovo tudi vključil v to razpravo, in seveda vsi vi, ki nekako ste danes kot vodje ali posamezniki, predvsem pa večina vas je vodje nekaterih društev, organizacij, ki se tudi nekako srečujete s tem, ampak mi smo pa vseeno rekli, da smo danes nekako 70% takšnih tu med nami, ki pa nekatere stvari že z področja spletnega nasilja bi rekel, pozna te pojavne oblike, zato so pa danes tudi tu predstavniki medijev. Še posebej smo se dogovorili, da bo naša kabelska televizija posnela celotno to okroglo mizo in bi potem se večkrat to predvajalo na našem kanalu, da bi nekako v bistvu vsa ta opozorila, vse te pojavne oblike, ki jih bi danes slišali, seveda, da bi tudi razširili med ljudmi, ker je to še bolj kot pa nam tule znotraj namenjeno tem ljudem, ki se pa res tako mladim in srednjih let in tudi starejšim, ker tudi med nami so tudi predstavniki društev upokojencev, ki se pač s tem nekako tudi ukvarjajo oziroma uporabljajo te spletne medije. Pa da ne bi bil predolg, lep pozdrav, še enkrat sem skupaj, pa bi prosil za eno uvodno predstavitev, dr. Lesjak, izvolite. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem še z moje strani, res lepa hvala gospodu županu in gospodu podžupanu za vabilo na tak dogodek, kajti ko se v neki občini, dobesedno institucije, ko se zganejo, ko začutijo, da je nek problem, potem vidim, da se stvari premikajo. Običajno se na tem področju, oziroma s to problematiko se večinoma srečujejo šole, namreč, ker danes smo tukaj zaradi tega, ker
se bomo pogovarjali o medvrstniškem nasilju, ki se dogaja na internetu. In sam sem kot predavatelj pri SafeSE, to je Centru za varnejši internet, že nekje 7 let aktivno vključen v te aktivnosti. Mogoče čisto na hitro malo o tem projektu. SafeSE je projekt, ki teče že od leta 2005 in je pravzaprav v vsaki državi Evropske unije je neke vrste tak center za varnejši internet vzpostavljen. Mi tudi z drugimi državami sodelujemo in v okviru naših aktivnosti smo si predvsem zadali oziroma ciljamo na 4 skupine, in to so tisti najmlajši, to se pravi otroci, nadalje mladostniki, starši in učitelji. Se pravi, te 4 ciljne skupine mi poskušamo čim bolj izobraževati. Imamo delavnice za otroke in najstnike, sam tudi izvajam od 1. do 9. razreda, tudi v srednji šoli, 1., 2., tudi včasih 3., 4. letnik srednjih šol. Se pravi, izvajamo razne delavnice, izobraževalne aktivnosti, tako interaktivne kot čisto tako predavateljsko, da otroke, najstnike poskušamo izobraziti predvsem o uporabi informacijske tehnologije, tablic, telefonov in tega drugega. Druge pa, se pravi, da so nekako pripravljeni oziroma da se zavedajo morebitnih posledic zlorabe oziroma napačne uporabe. Na drugi strani pa jih poskušamo predvsem izobraziti oziroma jih izostriti v tem čutu, da postanejo odgovorni uporabniki. Ne samo, da se pazi, pač pa da se tudi odgovorno obnašajo, da vedo, da lahko recimo z enim drsom, z enim klikom po svojem telefonu, po svoji tablici ali pa z parimi kliki na računalniku, da lahko naredijo nepopravljivo škodo drugemu posamezniku, ali otroku, ali odraslemu, ali pa sebi. To je največji problem, da v velikih primerih otroci tudi sebi škodujo. Zdaj, starši so pa tisti člen tukaj, ki jih mi moramo izobraziti, kajti so tista populacija, ki pravzaprav prenaša znanja na svoje otroke. Zdaj, če starši običajno ne vedo, kako uporabljati te telefone, tablice, potem je lahko velik problem, kajti potem otroci učijo starše, to pa ni najbolj primerno. Otroci sicer, mi jim pravimo digitalni domorodci. Se veste, ko daste otroku tam, kaj se vem, že 6-7-letnik, ko prejme telefon, to mamo, očeta poduči, kaj treba vse narediti, kako se to tretje nastavi, kako se vzpostavi klic, kako se pošlje sporočilo, kako se fotografira, kako narediš selfija. Za tiste, ki ne veste, kaj to je slika samega sebe, ampak mislim, da je to že dovolj taka sprejeta beseda, če lahko rečemo, čeprav mi ni najbolj všeč, ampak ok, pustimo na strani. Torej, otroci pravzaprav učijo starše kako, kaj, ampak otroci pa nimajo vzpostavljenih tistih konceptov zasebnosti, odgovornosti. In jaz, ko delam delavnice oziroma ko spremljam tako otroke od 1. do 9. razreda, tam v prvi triadi so recimo že vešči, že znajo sem tja uporabljati informacijsko tehnologijo, se pravi tablice, telefone, računalnike, že vzpostavljajo prve stike. In tam se mi zdi, da je še vse malo po vojih. V tistem trenutku lahko starši še do določene mere uporabijo tako imenovane neke tehnične filtre, omejevanje vsebin, zaklepanje telefonov in tako dalje. Potem, ko gremo tam 4., 5., 6. razred, druga triada, tam so otroci itak že zelo vešči, obvladajo vse, že poznajo tehnologijo tudi nekoliko globlje. Ampak tukaj pa pride tisti vidik, ko jaz delam z njimi in se veliko z njimi pogovarjam na delavnicah, tisti vidik naivnosti. Kako hitro in kako naivno sprejmejo neko prijateljstvo, kako naivno in hitro se zapletajo v pogovor z nekom, izdajo svoje podatke, pošljajo fotografijo. Se mi zdi, da sploh nimajo tistega občutka morebitnih posledic, ki se lahko dogajajo na osnovi tistega njegove neke aktivnosti. No in tam tretja triada, 7., 8., 9. razred, tam tisti učenci oziroma otroci, najstniki, tisti pa ves čas preizkušajo meje, kako daleč lahko grem. In tisto obdobje je tudi zelo občutljivo, to gotovo je med nami kak psiholog, z vidika odraščanja, z vidika odkrivanja spolnosti, in tukaj pa lahko nastanejo resni problemi, da si otrok sam sebi nekoliko, oziroma lahko celo nepopravljivo pokvari svoje življenje, če lahko tako rečem. Namreč jaz, ko recimo z njimi veliko debatiram, običajno na delavnicah, ki jih imamo, učitelji tako pač gredo malo ven iz razreda in se potem jaz sam z otroki malo pogovorim. In recimo
so tudi primeri, ko dnevno, recimo 100 slik objavijo na Snapchat, vsi pošljajo med sabo prijateljici. Za tiste, ki ne veste, kaj je to Snapchat, to je ena posebna aplikacija, družabno omrežje, ki deluje samo na mobilnih napravah, na telefonih in s pomočjo katere jaz postavim neko fotografijo, jo pošljem prijatelju in prijatelju se prikaže, recimo izberem za 10 sekund, 5 sekund, 1 sekundo in zdaj veliko otrok misli, ja, na telefonu se mu prikaže in če ne bo on naredil tiste slike zaslona, bo potem stvar zginila in ne bo nikjer več. Ne, ni tako, žal ni tako, ker tukaj so vedno povsredi tisti, ki so naredili aplikacijo. In to je en tak vidik, ki ga moramo zelo dobro upoštevati, da na internetu ni brezplačnih stvari. To se moramo zapomniti, to morajo starši povedati svojim otrokom, ni brezplačnih stvari. In ta Snapchat, to družabno omrežje iz Amerike ni naredilo zaradi tega te aplikacije, ker pač bi želeli otrokom ponuditi storitev, da si lahko izmenjujejo fotografije. Ne. Oni kopičijo pri sebi razne fotografije, take drugačne vsebine in dobesedno gradijo ogromne podatkovne silose z ogromno osebnimi podatki. In ko jaz na delavnici, recimo 7., 8., 9. šolki rečem, pa se ti zavedaš, da je vsaka tvoja fotografija, ki sicer po 5 sekundah na prijateljičinem mobilniku je izginila, ampak tam v Ameriki, na tistem strežniku je pa še vedno ohranjena, se je še vedno shranila. Potem običajno pride trenutek streznitve, ko se punca zave ali pa fant, ko se zave, katere vse fotografije je poslal svoje prijateljici misleče, da so izginile. Niso izginile. To je največji problem. Ta neke vrste naivnost, preizkušanje mej, a si upam poslati, si ne upam poslati. In ko jaz z otroki debatiram, recimo, da jih privedemo v neko situacijo, si sam doma zvečer, recimo v pidžami, spravaš se spat, prijateljica te pokliče, prijatelj te pokliče, začnete pogovor, ali bi poslal, ne bi poslal fotografije. In seveda sveto zatrdijo na delavnici, da ne. Ampak ko so pa v samem tistem trenutku, pa se mi zdi, da ne znajo presoditi, ne znajo, čisto tako po domače rečeno, prešteti do 10. Premisliti, kaj se lahko s tisto fotografijo vse zgodi, kam lahko odide vse taka fotografija. Recimo slika oziroma fotografija najstnice z golim oprsjem, ki jo pošlje svojemu prijatelju, fantu, recimo, neki simpatiji. In če tudi, recimo, da potem ta fant ne naredi slike zaslona, stvar ostane nekje na nekem strežniku, recimo, da zgodba še ne bo vzniknila nekam ven, ne bo prišlo do problema, kajti na drugi strani imamo le to podjetje Snapchat, ki nekako deluje v nekih pravnih okvirih, ampak nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo s tisto sliko. Drug problem pa je, ko ta fant, ki ima tako sliko, ki jo vidi za tistih 5 sekund in naredi sliko zaslona in si naredi svojo fotografijo, se pravi svojo kopijo te fotografije. Kaj se potem s tisto fotografijo zgodi? Gospodje iz policije bodo lahko hitro povedali, da ima to tako dejanje, že lahko ima neke zasnove oziroma neke znake kaznivega dejanja. Govorimo o tako imenovanih posnetkih spolnih zlorab otrok. Še posebej, če se taka fotografija pošlje naprej. In to pa veste, da otroci dela. In jaz sem pripričan, da tudi na vaših osnovnih šolah, vsaj jaz imam izkušenj iz celotne Slovenije, se je že zgodilo, ko je kaka punca prišla naslednji dan v šolo in so vsi pogledali, kajti so že vsi imeli njeno golo prsje na svojih telefonih. Kajti kar je enkrat na internetu, to ostane tam za zmeraj. Tega se ne da izbrisati. Jaz sem imel ravno pretekli teden, sem imel eno predavanje, oziroma eno tako srečanje z osnovnošolci, tam 1., 2., 3. razred, vse pa pogovarjamo o teh konceptih. In so bile pomešane skupine in seveda sem mogel nekako prirediti. In dejansko sem vprašal, kaj bi naredili, ko se neka taka fotografija pojavi, ko se kakšna taka protipravna oziroma taka vsebina pojavi na internetu, ko mi ni všeč. In seveda en mali otrok, seveda zbrišemo jo, nekaj najlažjega, zbrišemo jo. Ja, ne moreš izbrisati več. Ni več v tvoji pristojnosti. In to je največji problem tega koncepta zasebnosti. In na eni strani se pravi varovanje moje zasebnosti, varovanje zasebnosti drugih in na drugi strani ta lahkotnost uporabe in telefonov, vseh aplikacij, vsega tega, kar dejansko posedujemo oziroma nosimo naokrog po žepih. In na tem mestu se mi zdi, da imamo starši in odrasli imamo veliko dela. Veliko dela z tega vidika, ker
na eni strani informacijske tehnologije ne moremo dati stran. Kajti, a mi vsi sploh zavedamo, za kakšen poklic izobražujemo naše otroke, ki so zdaj recimo v 1. in 2. razredu. To bojo tam nekje 2050. leta, bojo nekje na vrhuncu svojih tistih poklicnih zmožnosti. Leta 2050, to je še koliko, 35 let, ali celo več, ali malo manj, vseeno, 30-40 let odmaknjen čas. Mi smo pa zdaj v 15 letih od leta 2000, recimo, ko smo prvič primili tiste ogromne mobilne telefone v roke, smo prišli do teh sodobnih ploščatih, tankih telefonov, ki ga imamo vsakdo v svojem žepu. In dejstvo je, da s tehnologijo moramo živeti. Otrokom moramo omogočiti uporabo tehnologije, ne smemo je vstran imati, ampak jih moramo izobraziti. Seveda, pri tem smo pa mi, starši, odrasli zelo dober zgled. Jaz pri mojih predavanjih za starše, ki jih imam, običajno po popoldanskih urah na osnovnih in srednjih šolah, imam tako veliko fotografijo, kjer oče sedi tako za mizo, zraven njega sedi njegov otrok, oče malica, nekaj je, zraven se pa igra otrok z nekimi svojimi igračkami, med njima je pa tako ogromen telefon. To je običajna praksa. Prideš domov, si narediš malico, daš na mizo telefon in nadaljuješ službo, malo ješ, štrckaš nekaj, tam malo delaš, sem tja, otrok te pa gleda. Ni problem, da je otrok sam. Otroci morajo biti sami, morajo biti kreativni, morajo delati. Ne smemo jim vsega prinesti dobesedno, da se ves čas ukvarjamo z njimi. Problem je, da mu oče daje zgled. Ni komunikacije. To je največji problem. Ne pogovarjate se. In podobno sliko uporabim tudi za mame, ko mama sedi zleknjena v kavču, pije kavico, gleda najnovejše čeveljce, zraven nje se pa hčerka igra tudi sama. Ni največji problem, kot rečeno, ta samota, ampak problem je, da ni komunikacije, da ni pogovora in zgled. Da sem jaz kot starš, jaz kot odrasel, neločljivo povezan z mojim telefonom dan in noč. Noč in dan. Dejansko dvignem telefon, posežem po telefonu in me otrok vidi pri tem. To so taki resni problemi, ki jih imamo mi, odrasli, starši. Jaz sam z mojim 2,5-letnim sinom moram se dobesedno stran telefon, stran. In seveda, ker otroci jemljajo te naše koncepte, jemljajo te naše navade, zgled smo jim in tukaj moramo biti zelo previdni. Kot pa sem rekel, ne smemo pa tega omejevati. Jaz spremljam kar nekaj teh študij z tega vidika, zdaj bolj sem zajadral na začetku v ta zdravstveni vidik. Spremljam te študije, mislim, da je dr. Rajevič, nevrolog, razlaga, kako je problematično, dejansko, ko pogledaš ti otroka, ki igra neko igrico na telefonu, koliko mišic dela, 2 mišici, ta 2 prsta oziroma toliko, skoraj nič nobene aktivnosti, še oči so ves čas fokusirane samo na eno določeno razdaljo. Dobene komunikacije slušne, dobene govorne komunikacije, samo preko oči sprejemam neke impulze. In otroci, veste, da bodo dobesedno duševni invalidi oziroma zakrneli možgani se lahko razvijajo oziroma se ne razvijajo, zaradi tega, ker otrok, ki še odrašča, se mora gibati, se mora premikati, mora bos hoditi po dvorišču, mora se loviti, se igrati, delati razne športe, tekati, žoga, nogomet in tako dalje. In ta dr. Rajevič priporoča pol ure igranja ali pa dela z računalnikom, telefonom, jaz rečem temu kar ekrani. Pol ure dela z nekim ekranom je enako 1 uro neke fizične aktivnosti. Zaradi tega, da izničim tisto slabo, ki mi ga lahko, oziroma ki potencialno lahko škoduje razvoju možganov mojega otroka. In spet smo tukaj pri starših. Zdaj, veliko lažje je, tudi nimam, kje je moj telefon, nekje daleč. Veliko lažje je staršu, otroku dati, tule imaš, igraj se, bodi na miru, nimam več problemov s tabo, lahko jaz svoje stvari delam. To je zelo enostavna varuška, elektronska varuška, ampak odsvetujem. Res odsvetujem. Ko grem jaz z mojim malim k zdravniku, tam v čakalnici, recimo med 10 odraslimi in otroci, ki čakamo na zdravnika, mislim, da 6-7 jih zagotovo ima telefon in sedijo na miru in pridno čakajo in so tam poglobljeni v svojo igrico in karkoli pač že delajo. Slaba praksa, res zelo slaba praksa. To je ta
zdravstveni vidik. Če pridemo še na tiste bolj tehnološke vidike, zdaj, kot sem rekel, mi bomo morali spodbujati uporabo informacijske tehnologije, odgovorno uporabo informacijske tehnologije. In zdaj, če se še malo obrnem na šolo. Šola kot taka, dejansko, če smo čisto odkriti, sicer na šolah imate ravnatelji oziroma vodstvo šol, imajo tako imenovano nadzorstveno dolžnost, po kateri, oziroma znotraj katere morate vi poskrbeti za dobro okolje, varno okolje, da se nekomu učencem, učiteljem, da se jim ne zgodi kaj slabega. In seveda vi ste tudi odgovorni, če en učenec drugemu učencu nekaj povzroči v času, ko je on pod vašo oskrbo. Zdaj pa, kako naj šola poskuša, ali kakorkoli, oziroma kako naj se odzove na to, ko en otrok v času pouka, recimo med 7 in 14 uro, gre na stranišče, vzame svoj telefon, odtipka nekaj na svoj telefon, naredi neko protipravno, nekaj nezakonitega, oziroma niti ni nujno, da je kako kaznivo dejanje, nek incident se zgodi, objavi neko fotografijo, pošlje nek tak žaljiv komentar. Dejansko se to zgodi v času pouka. Škoduje, naredi neko škodo nekemu drugemu otroku. V času, ko ste vi, ravnatelji, oziroma vodstvo šole, ko ste dejansko vi za njega odgovorni, ko je pod vašo nadzorstveno dolžnost. Zdaj, kako naj se šola odzove na to? Ali se je dolžna na to odzvati? In drugo vprašanje, ali se je šola dolžna odzvati v popoldanskem času, ko se zaneti nek prepir tako na internetu, nekem državnem mrežju, ko se začnejo v raznih skupinah znotraj Viberja, Facebooka, Messengerja, ne vem kje še vse, otroci recimo med sebojno obkladati. Oblike teh nasilnih vedenj, ki jih otroci zoper drugega izvajajo, oziroma ko se gredo, obsegajo res ogromno kupico raznih variant. Od nekega nasilnih komentarjev, objavljene fotografij, žaljivih komentarjev, nadalje recimo izsiljevanja preko spletne kamere, tega je ogromno. Če še tako pomislim, recimo kraja gesel, vdori v informacijske oziroma v druge sisteme, kraja identitete. Veste, koliko učiteljev mi je že reklo, da so jim učenci naredili recimo profil na Facebooku, ko ga učitelj ni imel, potem mu kolegica učiteljica reče, sem videl, da smo sedaj prijatelji na Facebooku. Se začuli, kako prijatelji. Očitno so mu učenci naredili ta njegov lažni profil. To je kaznivo dejanje. Kaznivo dejanje v tistem primeru, ko govorimo o otroku, ki je starejši od 14 let. Se pravi, če se vrnem nazaj, nadzorstvena dolžnost šole. Kot rečeno, šola se ni dolžna s tem ukvarjati. Tako, na prvo žogo, kajti šola ne more tega nadzirati. Ampak šola je pa dolžna to spremljati, zaradi tega, ker učenci šole so njegovi, oziroma so njeni učenci 24 ur. In vi, oziroma vaši učitelji, ravnatelj, vi ste učitelji 24 ur. Meni je zelo žal, ko sem jaz enkrat sprejel to mojo nalogo, oziroma poslanstvo, da bom učitelj in na fakulteti, oziroma zdaj, ko izvajam delavnice po osnovnih, po srednjih šolah, sem se pač odločil, da moj Facebook profil mora biti relativno lep. Pa imam 1000 in več prijateljev, ampak jaz moram odražati to, kar danes tukaj zdaj govorim, moram biti tudi jaz na Facebooku. Na Facebooku jaz ne smem biti nekdo drug. Moram biti to, kar sem tukaj. Ni druge in enako je za učitelje. Mi je zelo žal. Ne gre voditi dvojnega življenja. Kajti slejko prej vas bodo potem videli, da ste v taki drugačni situaciji in ni najbolj dobro. Večkrat je tukaj problematika sprejeti prijateljstvo od učenca strani učitelja ali ne, biti prijatelj na teh družabnih omrežjih z učenci ali ne. Čisto po svoje se mora vsak učitelj odločiti. Ali je pripravljen iti na to pot, biti učitelj 24 ur, nositi to poslanstvo in biti tudi na družabnih omrežjih ves čas prisoten kot učitelj. Ampak potem je to zelo odgovorna naloga, kajti ko vidim, da gre nekaj narobe, moram to javiti. Ne gre potem, to se je zgodilo tam na Facebooku, nisem dolžan, si dolžan. Zdaj, zakonsko gledano, mogoče ja, mogoče ne, je stvar diskusije, ampak ti kot človek, kot učitelj, kot nekdo, ki so mu zaupani otroci, ti moraš to obravnavati, ti moraš sporočiti to naprej. Če nekaj drugega, poveš to v zbornici, ravnatelju, strokovni oziroma svetovalni delavki in se pogovorite, kako razrešiti tak primer. Mi, ko imamo predavanja oziroma izobraževanja za strokovne delavce šol oziroma učitelje in ravnatelje, se tudi o tem pogovarjamo. Kako, kaj,
naj se šola odzove, kako naj šola pripravi svoje notranje akte, kako naj se odzove, ko pride do nekega takega incidenta, kako naj ukrepa, ali naj stvar pomete pod preprogo, ni naša zadeva, ne bomo se ukvarjali, ali naj aktivno pristopi k reševanju takega problema. Jaz sem bolj pristaš tega aktivnega sodelovanja oziroma pogovarjanja. Ne nazadnje, tudi ko pride do nekega problema med dvema učencema, običajno dva učenca hodita na isto šolo in je lahko šola tisti mediator, kako naj rečem, tisti vmesni člen, ki potem spravi ta dva učenca oziroma starše teh dveh učencev skupaj za neko skupno mizo in se začnejo pogovarjati in reševati tak problem. Zdaj, če na hitro še premislim, če sem mogoče še kaj izpustil, mislim, da nekaj 20 minut sem že dosegal. Tako da, ali pa potem, če mogoče boste še v... Tako je tako, jaz predlagam, da, ja, še. kot rečeno, kot pravi gospod pomočnik župana, da v nadaljevanju, kakršnokoli vprašanje z veseljem, odgovorim z veseljem, se pogovorimo tudi o vaših izkušnjah, o vaših morebitnih zadržkih, komentarjih. Mogoče bi samo še na to opozoril, glede na to, da bomo ravno, oziroma smo tik pred februarjem, v februarju, ravno v času našega kulturnega praznika, poteka tako imenovan dan varne rabe interneta. Pri SafeSC to vsako leto je to naš dogodek, naš dan, ki ga obeležujemo v celotni Evropski uniji, se pravi 7.2., to je ravno na dan pred kulturnim praznikom našim. Imamo vedno mogoče malo problemov, ker imamo včasih prazniki, ne moremo tako uskladiti še z ostalimi državami po Evropski uniji. In letos, če boste imeli čas, oziroma vas res vljudno vabim, da si 6.2., to je v ponedeljek 6.2. ob 11. Da greste na spletno stran od SafeSC, pa mogoče že malo prej, in si pogledate to naše vabilo, ko bomo imeli online debato s tako imenovanim gospodom Hipsterjem Bedancem. Ne vem, če ste že kdaj spremljali spletno stran SafeSC, nekateri, ki poznate neke naše videe, ste gotovo že to videli. Hipster Bedanc, to je znan komik, slovenski Boštjan Gorenc Pižama. Z njim bomo imeli en tak pogovor, kulturni na internetu. Jaz sam bom sodeloval tudi v tej videokonferenci, namreč ne bo treba iti na dogodek, dovolj je, da ste pred računalnikom, se povežete, Arnes bo omogočil super povezavo, super kamere in boste lahko preko interneta spremljali tudi v času službe, če vam bo delodajalec dopustil, seveda, tako z enim očesom. Lahko spremljate to najino debato, on bo Hipster Bedanc, ki ima razne probleme, se poskuša prilizati, oziroma tako pridobiti neko naklonjenost svojega dekleta, pokaže malo preveč, pošlje neko tako neumno sporočilo in tako dalje. Jaz bom pa kot tisti strokovnjak, ta pametni, ki mu bom svetoval, kaj naj naredi v tem in drugi situaciji. In mislim, da bo kar ljubka, oziroma zanimiva zadeva, kot za nas odrasle, kot seveda tudi za otroke, ki so, oziroma vaše učence, ki so vljudno vabljeni na ta dogodek. Ja, hvala lepa. Hvala za ta uvod, kot smo že rekli, bomo potem še, sigurno se vam že zdaj kakšno vprašanje porodilo, pa bi potem mogoče se dal besedo, pa bi mogoče zdaj kar pomočnik Ahmetovič malo kaj v tem bistriškem prostoru, kaj se pravzaprav dogaja na tem področju, izvoli. Hvala, besedo. Zdaj policija običajno se ukvarja na področju kaznivih dejanj. Ti vsi dori oziroma škodljive posledice, ki nastajajo na svetu, imajo tudi znake kaznivega dejanja, zato se policija na tem področju ukvarja v zadnjem času kar dosti. Policija običajno pridobi podatke o sumu kaznivega dejanja od oškodovancev. Se pravi, da če v večini primerov, če ni oškodovanca, tudi kaznivega dejanja ni. Vsak oškodovanec lahko prijavi kaznivo dejanje na policijski postaji, lahko to stori tudi ali pisno, ali po telefonu, ali elektronsko, prav tako pa lahko to stori na telefonsko številko 113 oziroma 080 200. Zdaj, odkrivanje takšnih kaznivih dejanj je zaradi svojih značilnosti težavno. Ni enako, kot je odkrivanje ostalih kaznivih dejanj, predvsem zaradi tega, ker to so kazniva dejanja, ki
ki niso vidna, ne puščajo toliko sledov kot klasična kazniva dejanja in jih je težje odkriti. Pri takšnih kaznivih dejanjih pogosto ni mogoče določiti, v katerem času se je to zgodilo, ker to je lahko potrebna sečinka sekunde, in ponavadi gre za kazniva dejanja, ki se storijo nadaljavo. Zelo pomembno je, da žrtev oziroma oškodovanec takoj, ko zazna kakšno grožnjo oziroma kakšno stvar, s katero je oškodovan, zavaruje dnevniške zapise, sporne datoteke in ostale stvari, ki so pač povezane v tej zvezi. Ker policiji v nadaljevanju postopka to zelo pripomore pri preiskovanju kaznivega dejanja. Policisti ponavadi ob prijavi kaznivega dejanja elektronsko napravo zasežejo. Zdaj, če gre za elektronsko napravo, ki jo ima pač oškodovanec, se zaseže ta elektronska naprava na pisno privolitev tega oškodovanca. Vkolikor oškodovanec ne privoli v preiskavo te naprave, ne more na silo, zdaj tega, ker on je oškodovanec. V drugih primerih, ko bo kolegica povedala, ko gre za naprave, ki so pa bile zasežene pri hišnih preiskavah, ki so predmet kaznivega dejanja, s katerim poskušamo storilcu dokazati neke zadeve, je to drugače. Vkolikor oškodovanec ne privoli v pregled elektronske naprave, policija ne more nič. Zdaj, kakšni so razlogi za to? Najverjetneje so osebne narave. Na vseh teh naših napravah imamo ogromno podatkov in vsak se boji, da bo kdo prišel do teh podatkov nepooblaščeno. Čeprav dejansko v nadaljevanju se policija zavaruje le tiste podatke, ki jih je potrebno imeti za kaznivo dejanje, ne ostalih zadev. V glavnem, policisti, ko zasežejo napravo zapečatijo in jo dostavijo na oddelek za računalniško preiskovanje, ki deluje na policijski upravi. Na tem oddelku sledi faza zavarovanja podatkov, med katero policija posnetke presname in naredi identično kopijo podatkov. Uporabnik ima možnost biti navzoč pri zavarovanju podatkov, nato pa preiskovalci skupaj z programskimi orodji s pomočjo digitalne forenzike poskušajo najti relevantne dokaze, ki so potem v nadaljevanju pomembni za izsleditev storilca. Policija, glede na to, da gre za kazniva dejanja, ki se izvaja v večini primerov na daljavo, je zelo pomembno za zasnitev kaznivega dejanja tudi mednarodna pravna pomoč. Kajti ponavadi gre za strežnike, ki so v tujih omrežjih. Tako da intenzivno med policijami poteka sodelovanje v tej smeri in zaradi tega so ta kazniva dejanja tudi v večini primerov dolgotrajno preiskovana. Zaradi tega, ker podatki potekajo. Za primer, mi smo imeli eno kaznivo dejanje, ki smo 4 države zaprošali za podatke. Smo prišli v eno državo, so oni nas napotili na drugo državo, in tak začaran krog. V glavnem, v Sloveniji, tako sem rekel, se s preiskovanjem ukvarjajo oddelki za preiskovanje računalniške kriminalitete, katere imajo 3 glavna področja dela. Preiskovanje kaznivih dejanj, preiskava zaseženih elektronskih naprav oziroma podatkov in pa strokovna pomoč pri preiskavi drugih kaznivih dejanj. Računalniki oziroma te naprave, informacijska tehnologija je prisotna pri vseh kaznivih dejanjih, tako da tudi s pomočjo kolegov z tega oddelka
Preiskujemo tudi druga kazniva dejanja, naprimer, kaj se je otroška pornografija, spletne goljufije, rasna nestrpnost, davčne zatajitve, korupcija, zloraba bančništva in podobno. Zdaj, policija je pač odvisna tu od kazenskega zakonika. Najpogosteje, vsaj kaj se čujemo na policijski postaji Slovenska Bistrica, so določena kazniva dejanja, in sicer zloraba osebnih podatkov po 143. členu. Tukaj pri tem členu sta za nas, oziroma največkrat je prijavljeno kaznivo dejanje po drugem odstavku, kjer stori dejanje, kdor vdre in nepooblaščeno vstopi v računalniško vodeno zbirko podatkov za namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšen osebni podatek. Najpogostejše pa je 4. odstavek, kjer pa kdor prevzame identiteto druge osebe ali za obdelavo njenih osebnih podatkov izkorišča njene pravice in si na njen račun pridobiva premoženjsko oziroma nepremoženjsko koristi ali prizadene njeno osebno dostojanstvo. Naslednjo kaznivo dejanje je napad na informacijski sistem, ki je v naši policijski postaji, tudi v nadaljevanju povedal, je najbolj razširjeno, in sicer stori to kaznivo dejanje, kdor neupravičeno vstopi ali vdre v informacijski sistem ali kdor neupravičeno prestreže podatek o nejavnem prenosu v informacijski sistem ali iz njega v prvem odstavku, v drugem odstavku pa kdor podatke v informacijskem sistemu neupravičeno uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v informacijski sistem neupravičeno vnese kakšen podatek oziroma ovira prenos podatkov. Tretji pa je zloraba informacijskega sistema po 237. členu, ki pa se nanaša na gospodarske družbe. Zdaj, tako že gospod povedal, najboljša, tako kot v življenju, je najboljše zdravilo proti tem zlorabam oziroma da ste žrtev kaznivega dejanja preventiva. Preventiva predvsem s tem, da se tehnično opremimo in pa zdrav razum. Zdrav razum predvsem v primerih, ko gre za spletne goljufije. Pri spletnih goljufijah strokovnjaki temu pravijo socialni inženiring. Poteka povezava med goljufom in tem, ki potem nasede. Glavnem, potrebno je posodabljanje računalniški sistem, izbira močnega gesla, se pravi vsaj 8 znakov, od tega naj bojo črke in številke, potem stalno vklopljen požarni zid, namestiti je potrebno protivirusne programe, zaščita svojih podatkov in pa redno pregledovanje računalniških izkazov, se pravi pregledovanje kreditnih kartic in pa bančnih izjav, tako da ste seznanjeni s tem, kakšno stanje na vašem računu, da ni prevelikega minusa v tem. Glavnem, v letu 2016 smo obravnavali na policijski postaji Slovenska Bistrica 12 kaznivih dejanj računalniške kriminalitete, in sicer je šlo v 7 primerih za napad na informacijski sistem po 221. členu, v 2 primerih za spletne goljufije po 211. členu kazenskega zakonika, v 2 primerih za zlorabo osebnih podatkov po 143. členu in pa v enem primeru je bila zloraba informacijskega sistema po 237. členu. Zdaj v nadaljevanju vam na hitrico predstavil par primerov prijavljenih kaznivih dejanj na naši policijski postaji, da boste dobili sliko, na kakšen način to poteka. In sicer v enem primeru smo obravnavali kaznivo dejanje, ko je neznani storilec v času vikenda vdrl v telefonski sistem podjetja ter na tak način opravil več klicev v tujino, ter s tem povzročil, da je podjetje bilo oškodovano za 5000 evrov. Kasneje je bilo ugotovljeno, da so bili klici opravljeni v Somalijo.
ne iz tistega podjetja, ampak prek informacijskega sistema. Ne. V drugem primeru je oškodovanec nakazal na bančni račun prejemnika iz Nemčije, teh primerov je kar dosti, ne ravno v Nemčiji, ampak na spletu najdemo nek predmet, ki ga hočemo kupiti, nakažemo na račun denar, pol pa tega ni. V glavnem, ta oškodovanec je nakazal na bančni račun prejemnika iz Nemčije za nakup prenosnika. Oškodovanec je računalnik predhodno osvojil na spletni aukciji preko portala ebay.de, se strani katerega je bil potem obveščen, da je ta račun domnevnega prodajalca kompromitiran. Sicer je on to potem kasneje poskušal navezati stik za njim, ampak tega stika ni navezal in je bil oškodovan za 968 €, brez računalnika. Naslednji primer je oškodovanec je na policijski postaji naznanil, da je dan poprej na računalnik prejel izsiljevalski virus, kateri je najprej deloval brez, računalnik je najprej potem deloval brez težav. Naslednji dan pa se je zgodilo, da je dobil obvestilo, da mora plačati en bitcoin, to je cirka 800 € za odklepanje oziroma deblokado računalnika. Tega je bilo v zadnjem mesecu 2016 kar v porastu. In pa zadnji primer, neznani storilec je večkrat vdrl v informacijski sistem in nato uporabil plačilno kartico Mastercard, katera je last bila oškodovanca, in v informacijskem sistemu v določenem obdobju večkrat uporabil plačilno kartico za nakup v različnih manjših zneskih in ga oškodoval za 126 €. Tako da z naše strani je najbolj pomembna stvar ta, da se preventivno obnašamo. Hvala. Okay, hvala. Preden dam razpravo, pa bi še prosil gospod Simono Lilek, kot sem že rekel, vodja oddelka za preprečevanje mladoletniške kriminalitete na policijske uprave, tak strne bolj na. Bom probala. Ja, hvala, lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Tako kot sta kolega pred mano povedala, dejansko kriminal se seli na splet. Zdaj, starejši poznate, sploh če je kdo bil v Mariboru doma, kako so včasih prodajali cigl. Tega danes več ne boste doživeli, vsaj v veliki večini, ali pa je to zelo redek primer. Lahko se pa to zgodi na spletu vsak dan, oziroma se dogaja, in to je porast teh kaznivih dejanj. Leta 2000, kar se tiče zlorabe preko spleta, teh kaznivih dejanj ni bilo, čeprav so v Kazenskem zakoniku že bili zapisani prve besede o tem. Skratka, danes tega uporabljamo oziroma obravnavamo mnogo več. Na drugi strani pa tudi to, kar je kolega rekel, varnost je dobrina. Vsem nam je jasno, da ko kupimo novi avto, da ga bomo dali kasko zavarovati. Nihče od nas ali pa malo kdo, gospod sigurno to bo upošteval prej kot vsi ostali, pa ko kupimo računalnik ali telefon, ne pomislimo na tisto, kar je ozadje, se pravi varnost, varnostne programe, tisto nam je že odveč. To je ena stvar, druga stvar je pa, vsem nam je jasno, da 10-letniku ne bomo dali ključev od avta pa rekli, pelji se v trgovino po čokolado, kar nam ni, Z lahkoto pa 10-letniku damo sodoben telefon z programi, ki jih niti mi ne obvladamo. In ne samo, kar se tega tiče, tudi drugih stvari dopuščamo mladoletniku damo v sobo televizor, računalnik, da lahko počne, kar hoče. In evropske raziskave so, da so mladoletniki mnogo spretnejši, kot so starši, pa so starši današnjim mladostnikom mnogo mlajši od mene, vas je večina toliko starih kot jaz ali pa še malo starejši. Zdaj, kaj lahko vi naredite kot stari starši ali pa starši svojim otrokom, odraslim otrokom, izobraziti, govoriti, vedno znova govoriti, na eni strani, na drugi strani tisti, ki imate vnuke, dajte jih prositi, da vas naučijo uporabljati računalnik, zato ker boste na ta način prišli do informacij, kaj otroci počnejo. To je za v bistvu domače okolje, kaj pa šole lahko naredijo. Moj predlog, vplivati na vaše šolske programe, da boste od prvega dneva uvedli programe v šolo, da bodo otroci naučeni. Vsem nam kot staršem je jasno, da otroka moraš vedno znova dajati na kahljico, da usvoji kahljico. Kar se tiče uporabe računalnika,
smo pogrnili na celi črti, se pravi, dajemo jim računalnike, pozabili smo jih pa učiti. Na eni strani smo se pa pozabili naučiti tudi sami. Veliko staršev objavlja svoje fotografije z dopustov, fotografije otrok na morju, oblečenih, golih, kakršnih koli, zato ker pred 20-30 leti to ni bil problem. Danes tudi mogoče kdo reče, ko pride policija zaradi ene fotografije, pa ni ena fotografija, zakaj smo sploh prišli. Preprosto zaradi tega, ker fotografije najstnikov so nekomu zelo zanimive. O pedofilih veliko slišimo vsak dan, marsikdo se pa ne zaveda, kaj pravzaprav pedofili počnejo. In pedofili so tisti, ki so prvi osvojili splet. Ni mi, ne učitelji, dobro, računalniški strokovnjaki so mogoče druga stvar, ampak tudi mi kot policija smo bili mnogo odzadaj, kar se tiče pedofilov. Ti so prvi osvojili in najbolj ciljano in nadzirano znajo to početi. In v bistvu z govorenim otrokom, vedno znova, kot na kahlico, se bomo rešili marsikatere težave. Da se vrnem mogoče k fotografijam. 97. leta je ameriška policija razbijala eno pedofilsko združenje. Veste, tako so pri nas, gasilsko, pa športno društvo so v Ameriki imeli pedofilsko združenje. Pedofili imajo točno svoje logotipe. Znak, ki pomeni zloraba deklice, zloraba dečka, zloraba dojenčkov, skratka, tu so zelo dodelani, mnogo bolje kot marsikatero slovensko podjetje. Vstopnica, da se je nekdo kot pedofil lahko včlanil v tisto pedofilsko združenje, je bil že to, da je eden pedofil noter in da ga je povabil in da je garantiral za njega. To je bila prva. Druga vstopnica je bila 10.000 fotografij otrok pod puberteto. In kje so te fotografije dobili? Na spletu. Tam, kjer vsi mi nekontrolirano objavljamo. Vsi mi se zavedamo, da je osebni podatek ime pa priimek, pa datum rojstva, pa še kaj. Pa tega ne bomo napisali. Marsikateri starši, mogoče od vas, vaši otroci, ki so starši, ali pa sosedje, prijatelji, znanci, objavljajo fotografije na Facebooku od dopusta, od A do Ž. To, kar je rekel gospod, nikoli se ne zbriše. Pade pa v bazo zlorabljalcev, pedofilov. Oni potrebujejo te fotografije. V Mariboru smo imeli eno hišno preiskavo pri enem pedofilu in fotografija, ki mi bo vedno ostala v spominu, fotografija deklice v beli obleki fotografirana pred frančiškansko cerkvijo. Pedofil jo drži okrog ramena, kar pomeni bližnji sorodnik ali pa znanec. Obrazek deklice je bil izrezan. Zakaj? Zato, ker jo je nalepil na eno drugo fotografijo, popolnoma gole ženske. Se pravi, pridelal je fotografijo, kjer kaže, kot da je bila ta deklica gola. To so te zlorabe. In tako kot je gospod rekel, tehnologija gre naprej, mi moramo svoje otroke naučiti. Prvi avtomobili, ni bilo ne izpitov, ni bilo ne prometnih znakov, ni bilo ničesar. Danes je, kar se tiče prometa, en kup zakonodaje. Pri uporabi računalnika in spleta bomo morali vsi skupaj se sami izobraževati, če bomo hoteli biti varni. Za informacijo, danes se mi ukvarjamo z nasiljem v družini, v tem stilu pride mož, pretepe ženo, običajno, in potem policija reagira. V svetu, kjer imajo tehnološko naprednejše hiše, se pravi, ko jim vse preko računalnika počnejo, naročajo, odpirajo rolete, kurijo, vse delajo preko računalnika, tam se nasilje v družini izvaja na ta način, da ti nekdo ves dan odpira in zapira rolete, ali pa da ti napolni hladilnik, vsak dan dobiš par ton mesa na dvorišče, ker si ga kao naročil. Spravi, to so druge oblike. In če tu ne bomo šli naprej, če se ne bomo vsi skupaj izobraževali in se pogovarjali z našimi otroci o teh težavah, predvsem pa poskrbeli za varnost, je zelo nevarno, da ne vemo, kaj se nam bo pravzaprav zgodilo v zvezi s kriminalom. Mogoče, kar še tega, koliko še imam časa, jaz lahko govorim 3 ure, če hočete. O pedofilih sem povedala, kazniva dejanja, pa mogoče še to, kar bi več o tem vedel gospod, to, kar nas opozarjajo, tudi in pa same preiskave na policiji kažejo to, se pravi videoigrce, odvisnost otrok od teh videoigrc, podoživljanje, to, kar vidijo na spletu. Naš direktor je pri zadnji vstaji zelo lepo rekel, ko je rekel, ulica niso videoigrce. In težave pri teh naših otrocih so ravno to, da poosebijo to, kar vidijo na spletu. Nekoga ubiti v videoigrci je njim lahko enako potem nekomu narediti na ulici. Tu je ta nevarnost, če ne bomo upoštevali tega, kar je gospod rekel. Naslednja takšna stvar,
Kar se pa tiče pedofilov in pa zlorabe, pred časom je na eni tuji nemški televiziji bila ena zelo dobra reklama v tem stilu, ko nekdo pozvoni, tako zelo čuden, ne, in vpraša mamo, imaš 13-letno hči doma, ne, pa ona reče, ja, tam v sobi je, pa ga spusti noter. Pa prije drugi, še bolj čuden, pa reče, ima svojega 7-letnega sina doma, pravi, ja, tam v sobi je. In spusti 5-6 takšnih čudnih ljudi v svojo hišo. Seveda je to bila karikirana zadeva. Na koncu je bilo napisano, v realnem življenju starši tega ne bi naredili. Na spletu smo naredili ravno to, ko smo svojim otrokom omogočili dostop do takšnih in drugačnih spletnih strani. Kot sem že rekla, pedofili so tisti, ki so prej usvojili splet, mnogo prej kot vsi mi. Ure in ure lahko sedijo za računalnikom, da proučujejo, kaj dela petošolec v šoli. Zanima ga točno, kaj počne pri slovenščini, kaj počne pri matematiki, katere računske operacije, zato, ker ko bo jutri kontaktiral z drugim otrokom, ki je petošolec, ga bo lažje prepričal, da je tudi on petošolec in mu bo za tem znanjem, ki ga je prejšnji dan dobil, v bistvu navleko tega petošolca, da bo mu počel, oziroma govoril, počel stvari, predvsem v zvezi s spolnostjo. Otroke zanima spolnost. Če se spomnite svojega otroštva, kje smo našli kaj pornografije? Ni je bilo, mogoče kje je rekel kolega, na kiosku, tako za pol vinilo, kakšna na pol gola ženska, pa potem se je pojavil tisti kaj, pa ne vem, kjer je časopisi, ko so bile malo gole ženske. Naši otroci imajo vpogled v spolnost zaradi tega, ker smo padli na izpitu varnosti. Zakon je jasen. Osebe mlajše od 15 let ne morejo in ne smejo videti pornografije. Vprašajte v osnovni šoli, koliko otrok je že pornografske filme videlo, pa se marsikomu zdi to, pa kaj se to ni nič takega. Seveda ni nič takega, če bi bil to neki normalen film. Ampak večina filmov, ki jih danes vidite, so tisti z grobimi elementi in naši otroci to ponotranjajo, da je to čisto okej in da je spolnost točno to. Večina teh naših otrok tudi doživlja spolnost kot tako. Se pravi, dogajanje preko spleta, imeti spolni odnos preko videokamere je za njih sprejemljivo. In tu je mogoče pogovor, dajte jim razložiti, da je spolnost mnogo več kot samo to, kar vidijo. Ko se z otroci pogovarjam in jih vprašam, koliko od njih verjame v to, da je Terminator resničen, da je tista luknja, kot jo nekdo naredi z pumparco, ne, da se ti zaraste. Vsi otroci vejo, da to ni res, da je to samo fikcija. Ko jih vprašam o filmu, o pornografskem filmu, koliko je tu resnice, pa ne dobimo odgovora. Mnenja so, to je moje mnenje, da je to realnost. In če se boste vi z njim pogovarjali o tem, je večja verjetnost, da jih boste na tem področju tudi obvarovali. Naslednja takšna stvar, ki pa je v zadnjih 10 letih v Evropi, pa tudi mislim, da kar v svetu, predvsem v razvitih državah, trend je zaščita vseh otrok, ne samo teh naših tukaj, ampak tudi ostalih otrok, ki so po svetu žrtve spolnih zlorab. Skratka, od tod ti posnetki spolno zlorabljenih otrok, o katerih včasih slišite, da gre policija na hišno preiskavo zaradi ene fotografije. Tudi če je ena fotografija, veste, za vsako to eno fotografijo je eno življenje otroka. In ni nujno, da je ta otrok rešen. Velika verjetnost je, da je ta otrok še vedno naprej žrtev. In ne gremo v hišno preiskavo zato, ker bi želeli komorkoli škodovati. Mi kot policija gremo v hišno preiskavo zato, da se zaseže ta material in da se skuša ugotoviti, odkot ta otrok je. Ali je to otrok iz naše ulice, sosednjega mesta, sosednje države ali pa ne vem, z drugega konca sveta. Na podlagi policijskih sodelovanj celotnega sveta je bilo, na primer, tudi v Avstraliji iz našega posredovanja rešenih tudi kakšen otrok, se pravi pozitiven izplen, kar se tega tiče je. Kaj lahko vi naredite na tem področju? Preprosto, če pri dogajanju preko spleta naletite na posnetke, kjer evidentno gre za to, da gre za osebe mlajše od 18 let, dajte to prijavljati. Zaradi dveh načinov. Prvi, zaradi tega, kar sem vam rekla, da prispevate k temu, da se morda v svetu reši en otrok, drugi je pa ta, da obvarujete svoj računalnik. Če ne boste prijavljali, če boste gledali te filme, se pravi vse filme, v katerih pri spolnih dogajanjih nastopajo otroci, pomeni, da ste storilec hudega kaznivega dejanja,
lahko vas ugotovimo mi ali pa tistega, ki to počne mi, lahko je to tudi policija v kateri drugi državi. In to se v zadnjih 5 letih je kar povečalo število obravnav, ko nas tuji varnostni organi, Nemci, tudi Američani obveščajo, da je z našega območja, oseba z določenim IP-jem dostopala do posnetkov spolno zlorabljenih otrok. In potem je seveda naša naloga, da pridemo in da naredimo vse to, kar je za narediti. Skratka, tu bi še lahko govorila kar nekaj časa, mogoče samo to še, sexting in grooming, taka dva malo čudna izraza, ki smo jih privlekli iz tujine. Skratka, v naših letih, ko smo bili mladi, smo nekoga radi videli, pa ali smo si mežikali, ali smo vedno hodili na isto mesto, da smo se srečali. To je bil naš način osvajanja. Današnji otroci imajo drugačen način osvajanja in je v bistvu to, kar je gospod že povedal, preko spleta, pošiljanje fotografij. To je njihov način, to so si ga v bistvu sami ustvarili iz tega bombardiranja najrazličnejših medijev in tega. Kaj lahko mi vsi skupaj naredimo? To, da se dejansko pogovarjamo, da jim povemo, če bodo tak posnetek dali na splet, če je to posnetek osebe, ki je pomanjkljivo oblečena, da je velika verjetnost, da se bo slej ko prej oglasila policija pri enem, drugem ali tretjem. In v zadnjem času beležimo porast tovrstnih obravnav. Ko se to zgodi na šoli, to ni en telefon pa en otrok, to je običajno 20, 50, 100 otrok, ki si je to pošiljalo. In seveda za nas kot policijo pomeni to eno res veliko breme in zaostanki v tej zvezi potem tudi posledično nastanejo. Zadnjič je ena mama, ki smo jo obravnavali ravno njenega sina zaradi tega, ker je od sošolke vabil fotografije, naj se gola fotografira in naj mu fotografije pošilja, me je nadrla, ker 3 tedne ni že njen sin dobil nazaj telefona, rabi ga pa samo zato, da pokliče. Skratka, to je to, primerov je veliko, dajte, če še bo kaj. Se pa sem še v debati še kakšna rekla. Zdaj smo res dobili kar dosti teh izhodišč, sicer smo se večji del pogovarjali o teh mladostnikih, ampak tu zadaj seveda smo pa tudi mi, starši, pa tudi starejši, vsi, ki smo tu. Zdaj že skoraj ni človeka, ki ne bi imel kvalitetnega mobilnega telefona z elektronsko pošto, z vsem mogočim. In tudi računalniško smo kar dosti opismeni in ampak je vprašanje res tista varnost. Mene je še nekako najbolj to spodbudilo, kar je bilo rečeno dan že dvakrat, glede same zaščite, za vožnjo avtomobila, se pravi, moramo upraviti izpit, imamo en kup izobraževanj in tako naprej, lahko naredimo z avtomobilom prometno nesrečo, lahko naredimo škodo, ampak zdaj pa vidimo, da z računalniškom za neko nespametno uporabo teh spletnih aplikacij pa lahko naredimo res ogromno škodo tudi ljudem, tudi razne oblike samomorov, vseh mogočih psihičnih travm, ki so jih ljudje doživljali in tudi dejansko, tudi materialno škodo veliko, kar je pa že pomočnik Ahmetovič tudi govoril. To je res eno tako zelo široko zahtevno področje, vezano tudi na, recimo, jaz sem tudi doma, sicer zdaj že malo starejše mladince, ki so bistveno boljši na tem, kot jaz. Ampak res imaš občutek časih, da že prihaja tudi, recimo, ob tem kriminalnem in vseh teh zadevah, tudi do zasvojenosti. To so še druge težave, pa potem iz tega sledijo tudi, recimo, potem tudi zdravstveni in še kakšni drugi problemi. Teda se postavlja dejansko vprašanje nekaj na eni strani, ko mi o tem govorimo, na drugi strani avtomatsko to tudi promoviramo. Tudi zdaj promoviramo, v bistvu uporabo. Zdaj, kako najti zdaj to rešitev, da bomo omejili na nek način to rabo. V končni fazi, če bi pa šli gledati tak, kar se uporabe tiče, recimo, jaz vam povem, na osebni izkušnji, sem bil en teden v Bruslu, pa me je moj mobitel crknil, pa sem rabil samo 2-krat telefon vse skupaj, drugače pa non-stop na tem stojiš. Gre za to, kako zdaj sploh res spele stvari v neko smer, da bi se zmanjšala možnost uporabe, oziroma uporabo samo za tisto, kar je res potrebno. Teda, tu je verjetno še številno polje odprto, tudi povezano. Pa še ena stvar, zdaj, sicer nimam točno občutka, mogoče bojo strani pač tudi predstavnikov šol, pa tega, kaj rekli, kakšne aktivnosti pa dejansko pri nas zdaj v tem smislu potekajo, oziroma katere so tiste, ki je bilo smiselno pač
spodbujati, da bi stvari recimo tekle v neki bolj normalni smeri. Ne. Težave pa sigurno so in vseh teh zadev, ki ste jih omenili, to bo šlo samo gor. Sedaj vemo, da kriminal se vedno tehnologijam sproti prilagaja, pa vedno je bil kak korak pred, ne. In tu so stvari seveda tudi, drugače pa je izkorenin, to pa ni možno, tako da tu so stvari identične. Tako da je res smiselno videti, tudi mogoče v okviru teh naših programov, ki jih imamo, ne, kar se tiče varnosti, kaj dodatno še narediti, da pač omejimo, koliko se pač da, no, mogoče toliko. Ne. In tudi v tem smislu seveda tudi to okroglo mizo pozdravljam z enimi takimi zaključki, če je možno. Ne. Ja, hvala lepa. Ja, samo na kratko. Zopet apel šolam, ne. Če se šolniki počutite vedno bombardirani, vseh strani, starši vas, ne, vi to morate, vse ostale institucije, vi to morate, ampak otroci so največ časa v šoli, ne. In starši smo na kahljce jih dajali, ne. Jaz pač vam prelagam odgovornost, govoriti o teh stvarih. Mi z policije vam lahko samo ponudimo te informacije, kar jih je definitivno treba non-stop ponavljati. Če se vam v šoli začela dogajati kraja, zagotovo boste vsi govorili, kraja je prepovedana, ne sme se, ne, policija, ne. Enako je pri zlorabah preko spleta. Treba jim je vedno znova ponujati to informacijo, da je vsakršno kaznivo dejanje, ki se stori zoper mladoletno osebo, se pravi vsi vaši otroci so mladoletni, vsak otrok je napaden, tako ali drugače je kaznivo dejanje in to zavestiti, se pravi, če bodo naredili neumnost preko spleta ali v realnem življenju, lahko temu sledi tudi obravnava na policiji. In to tisto vsakodnevno ponavljanje, mogoče čisto za informacijo, pred časom so kolegi obravnavali v Mariboru enega mladeniča, nadobudnega mladeniča, ki je sicer po mojem imel pred sabo krasno kariero v računalništvu, pa je žal zdaj za zapahi, ali pa ne žal, upravičeno je za zapahi, ker je svoje računalniško znanje, s katerim bi lahko na pošten način tudi lepo služil, v bistvu uporabo za to, da je postal heker svetovnega formata, da ga išče Amerika in vsi ostali. Spravi, mi smo našim otrokom vcepili to, da tudi če so lačni, ne smejo iti v trgovino pa ukrasti žemlje, ker jo morajo kupiti, pa žemlja samo nekaj centov. Nismo jim pa ozavestili tega, da tudi če greš na splet in tam nekoga ukradeš ali pa grdo o njem govoriš, storiš kaznivo dejanje. In to je tisto, kar je v bistvu dejansko šola. Ne? V redu. Najlepša hvala vsem skupaj za vaš prispevek k tej okrogli mizi. Jaz sem prepričan, da bo res, tako kot je bilo rečeno, da bo to koristilo vsem uporabnikom, da bodo se bolj varno ravnali na tem področju. Mi seveda bomo pa tudi še, koliko se da, seveda še poskušali osveščati tudi preko takih okroglih miz in drugih druženj. Še posebej hvala dr. Lesjaku. Imamo eno knjigo, ki ni spletna, Bistriški zbornik, da boste, ko boste imeli malo več časa, malo prelistali tudi spomin na našo hvala. Slovenjebistriški policisti so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so bila obravnavana 4 kazniva dejanja, od tega 2 tatvini, 2 lahki telesni poškodbi in poškodovanje tuje stvari. Visole. Med prepirom je sosed soseda udaril z ročajem motike, napadeni je dobil lahke telesne poškodbe. Poljčane. Tukaj se je zgodila prometna nesreča, povzročitelj pa je pred prihodom policije fizično napadel mimoidočega občana in ga lahko telesno poškodoval. Gorica pri Oplotnici. Neznani storilec je na parkirnem prostoru namerno poškodoval parkiran osebni avtomobil, s tem dejanjem pa lastniku povzročil za 300 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 14 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 30 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršitve javnega reda in miru so posredovali 5-krat,
Obravnavali pa so še nenadno smrt in požar. Kot smo povedali v uvodu, policisti poostreno nadzirajo uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Se njihova uporaba negativno vpliva na voznikovo zbranost med vožnjo. Zmanjša pa se tudi reakcijski čas, počasneje zaznavanje in reagiranje na prometno signalizacijo in daljši zavorni čas. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla, tudi v naslednjih dneh usmerite pozornost na vremenske razmere na cesti. Zaščitite svoje hišne ljubljenčke pred mrazom, prostoživeče živali pa oskrbite s hrano. Ostanite zdravi tudi do prihodnjega tedna. Pa srečno!